Kako je velik prepad med nama, visoke gore ne osvojim. K nebisom se obubrnem, noč tvojej mi izgovorim in skozi napisal konec, Jezus živo upanje. Kdo bi si mislil, kdo v srcu sluti, brezmejno milost mi daje se, Bog vični stopil, svoje slave, da greh sramoto nosil je. Na križu odločil, da odpusti mi, kralj kraljev kliče, ti si moj. Za vino tvoj srd, rešitelj ljubi, Jezus živo upanje. Aleluja, slava ti si rešil me, aleluja, ti me smrti zvinil je, zlomil si verige vse, odrešenje v tebi je, Jezus živo upanje. Prišlo je jutro, ko se obljuba je izpolnila, saj bil si živ in iz tišine lev zarjovil je, grob nad menoj nima oblasti. Prišlo je jutro, ko se obljuba je izpolnila, saj bil si živ in iz tišine lev zarjovil je, grob nad menoj nima oblasti. Jezus, zmaga zdaj tvoja je. Jezus, zmaga zdaj tvoja je. Aleluja, slava ti si rešil me, aleluja, ti me smrti zvinil je, zlomil si verige vse, odrešenje v tebi je, Jezus živo upanje. Aleluja, slava ti si rešil me, aleluja, ti me smrti zvinil je, zlomil si verige vse, odrešenje v tebi je, Jezus živo upanje. Jezus živo upanje. Oboje živo upanje. Vsem tistim, šterim sem še nej, želel novo leto, mislim, kamo kasneje, še imeli časti to volšite. Jaz bi pa to novoletno sporočilo začel z enim stavkom, šterega dostakrat čujemo in naj nas, kako Damir pravo gor vžgej, oziroma naj tudi von mlade odeci
do starejših, to ostane vedno v spomine. Jezus Kristus je včeraj, dnes in na veke, kakšne? Iste. Leta in koledare se menjajo, mi če duže bolje se igračujemo, ampak naš Gospod ostaja isti. In prelej, da sem tako deco videl na odre, da sem videl tudi v zbore, mlade, tudi Anjo za svoj nasmeškon, sem si mislil, dragi moje mlade, tudi mi te starejši, toliko doživljamo za svojim Gospodom, toliko smo doživeli, ne dovolimo nikome in nikoli, kaj bi nam to razjel. Naš Gospod je iste, kot je bil, tako je zdaj in tako bude tudi v bodoče. Damir je že pravo, da se dajemo za obljube, jaz sem se za letos, ko se fizičnega tiče, ne davo nikše obljube, zavolj toga sem nikdar nikaj ne zdržal. In dosta ljudi si davlje, pa si pravi, tako, živi tako, kot če bi gnes bil zadnji dan. Ste to učili že? Ne? Ali pa živi se samo ednog. Ste to učili? In ljudje terajo v svojem življenju. Mogoče ste bili, ali ste, bolje sveti, ne to za negativno vzeti, pa si date Matej 7:12, tisti, ki hodite na Rangere, deca, ko tam piše? To je zlata obljuba, ali zlata zapoved, če piše med drugimi tudi v Božji besede v Matej 7:20, torej vse, ko ščete, kaj bili ljudje napravili von, napravite tudi vi njim. In gre tudi cupo ven in svet, da je dosta lepše. Še posebej na začetku novega leta iščejo ljudje primere in moto za svoje življenje. Besede, ki jih zberamo, potem nam to dosta povedal, tudi mi delamo to za temi svojimi biblijskimi vrsticami, ki jih vsako leto vlečemo, ki bi naj bili kot vodilo za vse nas. In jaz bi se gnes osredotočil na enega očaka vere, včeraj je Marica gučala o očakih, prednikih v vere, ki pa je imel slogan, štrego se niti ne sem zbral, in na kratko je bil tok, bodi krepak in odločen. Što je bil to? Jozue. Točno. In znate, Jozue se tega slogana ali tega niti ne sem zbral, ampak njim je Bog te besede zapovedal in položil k nogam, že da je bil imenovan kao, kada je Mojzesov naslednik. In to štem v 5. Mojzesov 31:23, bodi krepak in odločen, kaj ti boš popeljal Izraelove sinove v deželo, za katero sem ti jo prisegel. Jozue je že zelo ravno pokazal, da daleko izpolnil to gesto, te slogan. Pred vrati Kanaana je stal skupaj z enesterimi drugimi opazovalci ali izvidniki in so šli raziskati to obljubljeno deželo in kljub močnim in številčno močnejšim sovražniki sta edino Jozue in Kaleb bila prepričana, da daleko Bog izpolnil to obljubo in jim dal to deželo v njihovo last. Ostali, ki so bili z njima, so zaradi teh velikih nasprotnikov obupali, ne je mogoče. In zato so Izraelci zatem šli 40 let in prebivali v puščavi in se včeli zavipati Bogi. In zdaj so se vrnili v kanaansko deželo in Jozue ima eno zelo jasno nalogo. Moraš voditi Izraelce v deželo, kako jim je Bog tudi prisegel. In Jozue je bil soočen s to veliko nalogo. More to voditi te milijonski narod. To so bila deca, to so bili stari, ostareli. Med drugim, dnes imamo premiero v Nuskovi v cerkvi.
Mislim, da imamo dve najstarejši nusoščarke v cerkvi, ne? To po domače povem, Benkovo Bicko, pa Morčevo Morgito. In lepo je Morgita, ko ste ponovno med nami. In Jozue je vodil vse generacije, to je ne bila enostavna naloga. Poleg, ne samo toliko jih voditi, soočali so se pa neprestano tudi z sovražniki. In stogijo še pred dodatnim izzivom. Zavzeti morajo veliko mesto Jeriko z debelen, nepremagljivim obzidjem. Tako je Jozua za Božje ljudstvo stal, pretov reko Jordan, gledal na svojo novo nalogo, na drugo stran reke, tako tudi mi stogimo gnes, mogoče na začetki toga leta, da je pred nami 365 dni, ali je prestopno leto? Ne je prestopno. In štiri nas čakajo naloge, skrbi, težave. Za štiri niti ne vemo, kaj se je zgodilo. Štiri je naša naloga v bližnji prihodnosti. Ko je tvoj osebni Jeriko, šterega moraš zavzeti? Štere zidove moraš ti v svojem življenju porušiti. Se mogoče soočaš z izzivi v šole, na študije, v službe, prihajajo izpite, prihajajo zaključni izpiti, ki se odloča tvoja bodočnost, ko bo šel naprej v šolo. Na delovno mesto, zdaj ima večina malo bolj fraj, malo bolj tako naraje, ampak hitro prije že pa čas, da bomo mogli iti v službe, pa stres, pritisk. In s tem povezano, pa bomo imeli manj časa, ko ga imamo zdaj, lahko se pa zgodi tudi nasprotno, da bude premalo dela ali pa nič dela. In potem bo se mi spet soočali z strahove eksistence, kako naprej, kako bomo preživeli. V družini, v našo družinsko življenje se soočamo z izzivi. Morda razmišljate o prijateljih ali znancih, ki so zašli iz poti in nudijo vašo pomoč. Mogoče se soočate z kriznimi situacijami ali ste kje z kim v spore ali pa imate nevšečnosti doma z trmastov decov. S tem se soočamo. Te nucamo te prave besede in dostakrat nucamo tudi dosta časa in empatije, da imamo sočustje in pravi pristip. To, da to vse lahko dobimo. In potem so tudi še naši osebni izzivi. Benjamin, rojstvo otroka, v kratko, potem ništene se še v leto ženite. Čul sem, ka ništene in Herman zaželo, ka se na deklino najdejo. Čakajo nas prijetne situacije. Mogoče se soočamo z boleznijo ali pa se bomo. Čakajo nas operacije, končno naj bo operacija, ne, Franci? Morda se sprašujete, kako da na koncu leta? Mo še tu, mo še to doživo, mo zdrav, kako da zmjav. Je na koncu vsaj tako dobro, kako je na začetku, ali bomo dosegli svoje cilje, ki sem se jih zastavil, ali pa bomo na koncu spet samo razočarani. Spitavljamo se za temi stvarmi. Bog je ne samo Bog velikih božjih mož, ki so zapisane v Svetom pismi. Božja tolažba, štero je dal Jozue, je ne samo tolažo Jozue, ali ga krepil, ampak njegovo sporočilo, malo da je platno niža, je mišljeno tudi non. On tudi našče s tem tolažiti, kajti v vseh malih in velikih nadlogah, pri vseh težavah in osebnih katastrofah, Bog tudi tebi pravi. Ali sem te ne ukazal, bodi krepak in odločen. Ne boj se in se ne plaši. Kjerkoli boš hodil, bo s teboj
Gospod tvoj Bog. Bog opozarja Jozueta in nas, da je to pravzaprav Božja zapoved tistim, ki ščejo svoje življenje ali svojimi malodušje in svojimi obupe, v svojem nezaupanju Bogu in njegovim obljubljam stati po konci. Znate, če mi na koncu svojega ali v svojem življenju obupe, zagrenjenosti, da pustimo prostor, potem ga ne moremo pustiti tudi našemu Gospodu. In Gospod šče biti ob nas, on nas šče tolažiti, on nas šče grebeniti. Znate, strah je včasih zelo pomemben. Torej, da se tesnoba spremeni v obup in strah, se to postavi Bogu na pot. To se postavi Bogu na pot in njegovim obljubam. Takrat hitro spoznamo svojo majhno vero. Prav zaradi pomanjkanja zaupanja v Boga vedno znova nucamo odpuščanje in Boga, ki je do nas usmiljen. V tega Boga le, ko verjamemo, iz njegovih besed črpamo novo moč. In dragi, Bog s svojimi obljubami je ne krepil samo Jozueta, ampak tudi druge Božje služabnike pri njihovem služenju. Naprimer Izaja, njim je tako pravo, 40:21, ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj se, sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. In David, eno od molitev njegovih, to pravi 27. psalmi, Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Še posebej takrat, da smo v težavi, da se nam stvari zdejo nepremagljive in da obveznosti pritiskajo na nas in pridemo do kraja svojih moči, nam Bog v prihajajočem letu šče stoti ob strani. On šče voditi tvoje življenje po svojoj voli. In dragi moji, na to se leko zanesemo, ker naš Gospod non želi le najboljše. Jozu je od Boga dobil posebno nalogo. Voditi je moral ljudi v obljubljeno deželo. In dragi, to je tudi naše poslanstvo. Ta naloga je celo osnoven namen krščanskega življenja. Vsak od nas ima v svoji okolici ljudi, ki jih bi noj pripeljal v določeni kraj. Bog nam je obljubil, da bude z nami vse do kraja sveta. In v tom času smo na toj poti. Ne smo na poti v Kanaan, ampak smo na poti v nebesa, v večnost. Mogoče so tebi zavipane otroci, mogoče imaš svoje otroke, vnuke, sozdovo deco, mogoče si učitelj, vzgojitelj. Kako pomembno je, da poleg vseh vzgojnih ukrepov jim pokažeš tudi pot in ideš skupaj z njimi proti nebi. Mogoče ti ob strani stoji tvoj zakonec, s katerimi eden ovme zavipata in idete skupaj na toj poti in vidite, da nucate eden drugega, da premagujete vse ovire, vse prepreke na poti skupaj v nebeško kraljestvo. Mogoče poznaš prijatelje, sodelavce ali pa ljudi v cerkvi oziroma v okolici, kjer živiš, štere so s tjo dobro povezane, dobri prijatelji. To je zelo pomembno, da imamo prijatelje tudi v svetu, z ljudmi, s katerimi živimo. Tudi ti in tvoja naloga je, to, kar je Jozu imel, da tem ljudem pomagaš na toj poti v obljubljeno deželo. In Gospod nam šče pomagati, on šče skozi nas graditi Božje kraljestvo že tu na zemlji.
In da imamo opravka z ljudmi, drage moje, se mi dostakrat te naloge, ki nam je dal Gospod, ki je ena od njegovih zapovedi, se sploh ne zavedamo. Ne zavedamo se, kako pomembno je to za nas. Ampak zato nas ščen, začetki leta to spomniti. Pa tudi v novem letu se lotimo tega dela v enem zaupanju Gospodi, kaj ti Bog nam pravi, tudi tebi, bodi krepak in odločen. To pomeni se trdno držati, biti trdno zasidrani in močen v tem, kar verjameš. Bog nam daje vse razloge, da v svoji veri ne omahujemo in se napestimo odnesti tokovon. Jezus sam je namreč tako pravo, da ode z nami, ponavljam se. In stvar, na katero se popolnoma lehko zanesemo, je pa toliko dnevno, lehko imamo v rokaj. To pa je njegova Božja beseda. In v toj Božji besedi je on primerjal dva graditelja, ki gradita hišo na različnih temeljih. Eden je hišo gradil na skale, drugi jo je gradil na peski. In dragi moji, hitro se zgodi, da pridejo nevihte, da pridejo vihari v naše življenja. Zelo hitro čujemo novice, ki lehko spodkopljajo naše verovanje Božje besede. Ste čuli že na najrazličnejše zarote, o katerih je gnezd in splet polne. Zelo hitro lahko preštejemo dvomljive stvari, ki lahko hitro v nas spravijo eden dvom. Ampak na konju je grajeno naše življenje. Na šterom temelji stojimo mi. Dragi moji, Božja beseda in njene obljube so neizpodbitne, so trdne. Tega se lahko držimo. Bog je in ostaja zvest sebi in non. Kaj je pravo, to je ja in amen. Samo zato se lahko zdaj in v prihodnosti pogubno zavzajemo za to in jim lahko verjamemo in po delovanju Svetega Duha, ki nas prepričuje v to, da je to resnica, zaradi tega lahko spremljamo druge na toj poti, ker smo sami prepričani, da smo na pravoj poti. Na poti resnice. In pri tem je pomembno, da se tega držimo, da se zavedamo, kajti življenje v veri, ali hoditi v veri, je ne en hobi ali konjiček, kot se slovenski pravi. To je ne igra, da zgibiš, igrice da špilate, da zgibiš eno življenje, pa dobiš drugo, ne. Pri tom, to je življenje, ki je realno, kjer je izid zelo, zelo pomemben. V začetku sem pravil, mnogi imajo slogan, živi življenje, samo eno je. Pravi slogan je, zato dobro razmislim. Življenje v veri je boj. In kako je pogosto pisano tudi v Svetem pismu in tudi v novem letu, bomo mogli izbojevati marsikatero bitko vere. Tako kot je Jozue mogel za Izraelci premagati močne sovražnike, se bomo mogli tudi mi v sveti soočiti z močnimi silami, ki so sovražne Bogi. Ne nazadnje, da tudi hudič v to novo leto v našo smer izstrelilo veliko puščic, ognjenih puščic. In marsikatera izkušnja bi lahko omajala naše zaupanje v Boga, v Božjo ljubezen in njegov vsemočnost. Marsikateri pogovor ali nekaj, ko se zgodi, ko štejemo ali čujemo, bi lahko zbudilo dvom v nas. Ampak držimo se Božje besede. Kajti Gospod je zvesti. In pri tem imejmo cilj.
cilj vedno na vidiki. Zaradi tega smo leko včasih prestrašeni in zaskrbljeni, ampak tudi v takšnih razmerah nam Bog stoji ob strani. Pozna naš strah pred silami v svetu. Mi se dostikrat tega ne zavedamo, o vseh duhovnih borbah, ampak Gospod zna, kjer jih bojuje skupaj z nami. On pozna sile, ki se bojujejo proti njemu. On pozna sile, ki nas čejo peloti v napačno smer. Zato nam Jezus pravi v Janezi 16:33: To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Na čem torej temelji naša neustrašnost? Jozio je imel sjo veliko vojsko in močno orožje, vendar se na nje ne mogo sesko zanesti, znamo. Tudi mi dan danes se na to vrstno orožje ne moremo zanesti. Vse, ko nam pa daje vipanje, je Božja obljuba: ne boj se in ne boj se, kajte Gospod, tvoj Bog je s teboj po vsem, kar boš storil. Bog je z vami in z vsemi nami skupaj. Ko boste delali in doživeli v tom letu, resnično varnosti ne najdemo, dragi moji, v stvarih tega sveta. Tudi če imaš ne vem kaj penas na račune, tudi če si vložil v Bitcoin, to je gnezdi moderno, vse hitro se leko spremeni in iz tega njega nič. Resnično varnost najdemo šele takrat, da znamo, da smo dobro opremljeni za naše vsakdanje življenje, tudi na duhovnem področju. Resnično varnost najdemo takrat, da zavzamemo dobesedno, kot Pavel za nas kristjane opisuje, da se naj oblečemo v bojno opremo, da smo naj pripravljeni. In to piše v Efežanom 6, v 10 naprej. Sicer pa zajmite moč v Gospodu in sili njegove moči. In te 14. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obuti v pripravljenost za uznavanje evangelija miru. Predvsem pa vzamite ščit vere, z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Bog nam omogoča, da spoznamo resnico, nam daje pravičnost in z nami deli svoje veselo sporočilo milosti. Prebuja nas, krepi nas in podpira našo vero ter nam omogoča, da sprejmemo njegovo odrešenje. Bog nam daje svojo besedo, zato smo leko neustrašni v tom svetu. Če smo tako opremljeni za stvarmi, ki so tu navedene, potem smo leko kot Jozue, neustrašni, da nam Bog naroči, naj osvojimo svoj Jeriko, svoje prepreke, smo leko odločni, da mu to tudi uspeli. In znate, poleg vsega tega imamo še eno veliko prednost, ker je Jozue ne imel. No, ne treba osvajati te obljubljene dežele. Zidove med nami in obljubljeno deželo in Bogom so že podrejene. Da je Jezus bil križan, se je raztrgala zavesa v templji. Od takrat imamo že zagotovljeno obljubljeno deželo. Imamo pristop do našega Gospoda. Na nas je le, da jo zavzamemo, da si jo prilastimo. Non je namenjeno. Nebeško kraljestvo je naše. Če štejete Božjo besedo to uči o tem, da ko sprejmemo Gospoda za svojega odrešenika in živimo to, kar nas Božja beseda uči,
je Božje kraljestvo na nas, zato smo zdaj že, je lahko naše življenje tu na zemlji, kot da bi bilo v nebi, ker smo v Božoj prisotnosti. V svojih rokah držimo pravico do državljanstva v Božjem kraljestvu. Draga cerkev, ste že našli tej življenjski moto za to novo leto? Ko pravite, če bi se vzeli tej Jozuetov življenjski moto? Jozue se je soočil z eno novo nalogo. Tudi mi smo se v prihajajočem letu soočili z težkimi nalogami. Nišče ne obljublja, kar se je cedilo med in mleko. Prišle tudi težave, telesno in duhovno področje. Ništene stvari so predvidljive, za druge sploh še ne vemo. Zato je lahko spodbudno, da se lahko za vsem, ko pride, soočimo z to polno bojno opremo, ki nam je naš Gospod ponuja. Lahko nas tolaži in krepi Božja obljuba, ne boj se in se ne plaši, ker holi boš hodil, bom s teboj, tvoj Bog. Amen. Gospod Jezus, hvala ti, da lahko že na začetku tega leta gremo z enim zagotovilom naprej, da si ti z nami. Gospod, resnično te prosim, da vse nas, ki smo tu, tudi za tiste, ki so ostali doma zaradi kakšne koli bolezni ali kakoli so zadržane, Gospod dragi, da celo cerkev našo te v Nuskovi poveže z tem enim zagotovilom, da si ti z nami. Gospod dragi, s kimkoli bomo se soočali, naj to delimo s tebov. Veselje, radost, smeh, solze, žalost. Gospod dragi, in hvala ti je, da si ti grato človek in vse to spoznal in razmiš nas ljudi. In Gospod dragi, hvala ti za te odnos, ktorega lahko imamo s tebov. Da lahko tebe, kot vsemogočega Boga, stvaritelja nebe in zemlje, poznamo in imenujemo svojega prijatelja. A istočasno pri tebe stopamo z enim strahu spoštovanjem, ker znamo, da imaš oblast na nebi in na zemlji. Da imaš oblast nad mojim življenjem, nad življenjem mojih sester in bratov, tu v Nuskovi in širše. Hvala ti, Gospod, da te lahko takšnega poznamo, takšnega verjamemo in takšnega zaupamo. Amen.